Tale video se spravljam že nekaj časa delati in sicer sem govorila o tem že na Instagramu. In kaj sem ugotovila? Jaz res preveč uporabljam telefon. Zakaj se mi kar naprej prazne? Ok, mogoče je to, da pač je že 1 leto pa pol star, ampak what? Po 1 letu pa pol telefona in ne bi bil že toliko slab oziroma baterija, da bahajde. Ne bomo o tem. V glavnem ugotovila sem, da sem jaz ogromno na telefonu. In kaj delam jaz na telefonu? Ogromno sem na družbenih omrežjih. To so Instagram, Facebook, ok, Twitter, niti ne toliko. Na YouTube vsake toliko cajta objavljam, ampak to se mi še ne zdi ne vem kaj, ker tudi nekaj ne gledam ful vsebin, ampak Instagram in pa Facebook sta me pa totalno zasvojila. Pa ne morem reči zasvojila s tem pač, da bi rekla, ne morem brez njiju, ampak nekako sem si začela govoriti, se to pa jaz rabim za moj način dela. Ok, nekaj je, da ti uporabljaš družbena omrežja za tvoje delo, za tvojo službo, ampak načeloma potem ta čas omejiš na tisto, recimo dopoldne, če je tvoja služba dopoldne, da takrat uporabljaš ta omrežja, ampak ne, jaz sem se zalotila. Sem doma s malima in pogledujem telefon. Pogledam telefon. Kaj se je zgodilo? En notification. Moram pogledati, kaj se je zgodilo. Moram pogledati tisti feeling. Moram pogledati zato, ker bom kaj pol dosegla. A bo kaj drugače, če bom pogledala, ne vem, čez 5 ur, ko bom ta mala dala spat, pa če bom pogledala notification. Ugotovila sem, da čas, ko sem z mojima otrokoma, prevečkrat zapravim za to, da pogledujem telefon. In v bistvu pa sem šla malo raziskovati in opazovati sama sebe, čisto psihološko. Opazila sem, glede na raziskave, ki sem jih tudi prebrala, pač nekaj, ne še vsega, več o tem bom še govorila, tako da brez skrbi, ampak tudi jaz se sproti učim in ne vem še vsega, tako kot noben na svetu, ne? V glavnem ugotovila sem, da v bistvu ljudje pač, ko smo že toliko navajeni uporabljati telefona, da pogledamo telefon, da potem, ko pač začutimo ta adrenalin, da moramo v bistvu pogledati in potem se nam ta hormon, ne vem kako se jih reče znanstveno oziroma pravilno, ampak se nam to sprosti. Čutimo neko olajšanje. Mi pogledamo telefon in potem, ok, to sem pogledal, odložiš za par minut, potem spet. Ok, lahko se zgodi, da nekateri za par minut pustijo telefon pri miru, lahko se zgodi, da pogledaš čez nekaj ur. Odvisno. Pri meni se je zgodilo, da pač kar dostikrat gledam, nov like, nov komentar, moram zdaj odgovoriti. Ampak kaj se bo pravzaprav zgodilo, če bom jaz to kasneje odgovorila? A bom kaj slabša? V bistvu ne. Jaz sem ugotovila, da sem na telefonu res preveč in recimo za vikend smo šli v Strunjan in sem rekla ne. Ok, bom telefon uporabljala za fotografiranje, aplikacij nisem zbrisala, še vedno sem imela gor Instagram, še vedno sem imela gor Facebook in vse ostale stvari, ki jih imam, ampak sem rekla, ne bom, pač sama sem se odločila, ne bom ga skozi pogledvala, kaj je. Še uro pač nisem nekaj ful rabila gledati, skozi sam za kakšno fotko, za spomin. Ok, in veš, koliko je bil dober občutek? Dober občutek je bil zato, ker sem bila pri stvari, kar se dogaja. Itak, ko imaš otroke cel dan, se pravi vikend je ponovno to, si večinoma z njimi, nimaš časa neki telefona gledati, ampak še vsem, vsake toliko časa sem jaz tudi prej za vikend kar gledala telefon, pa komentar moram odgovoriti, ampak zakaj? Za koga to delaš? A to delaš zato, da boš drugim všeč, da prikažeš svoje življenje, kot da je neki wow, pa v bistvu ga nimaš toliko časa živeti. V glavnem začela sem v tej smeri razmišljati. Raziskave tudi pravijo, da v bistvu s tem, ko mi gledamo telefon, da je naša pozornost slabša, kar je logično. Ti gledaš telefon in nimaš ti pozornosti na otroku, kaj se z njim dogaja, mogoče te kaj sprašuje. Jaz sem to v bistvu pol začela ugotavljati, se mi res nekaj vprašal. Pa sam nekaj rečem, ok, pač, daj, pač čeprav je lahko nekaj vprašal, nekaj tazga, ki bi jaz drugače nekaj čist popolnoma drugega odgovorila. V glavnem začela sem sama sebe opazovati in sem rekla, ne, čim manj imej telefon pri sebi. Nisem še tam, da bi rekla, ne bom pač nič uporabljala telefona, ker žal imam še vsem tako delo, da telefon in družbena omrežja moram uporabljati, moram, pač zato, da pač ljudje vejo, s čim se ukvarjam, da pač dobim posel, da pač tako naprej, vse verjetno je jasen. V glavnem sem se pa odločila, da ko bom s malima, pač telefon dam nekam drugam. To sem zdaj začela prakticirati in ga imam dlje, ga nimam skozi pri sebi na mizi, ali pa ga nesem, ne vem, kamorkoli grem, ker pač lahko greš samo na vrt, pa ga še neseš, pa zakaj ga rabiš? Ga ne rabam v bistvu, ne? In v bistvu, kaj sem ugotovila? Da je ful boljši, feeling je boljši. Ne samo to, da nisi pač konstantno na voljo, se še vsem te vprašal, zakaj se pa nisi tako javila, pa o tem daj drugič.
Ampak to feeling, da ni treba pač imeti skozi sabo telefona, ne pogledujem skozi njega, več se ukvarjam ne samo z otrokoma, do itak, ker z njima se trudim biti čim več samo z njima 100%, ampak tako razmišljam več, se pravi, nimam te težave, da bi kaj preslišala, da se s kom pogovarjam, pač to so ta prva spoznanja. Več o tem bom še govorila, ker se mi zdi to zelo pomembna tema. Če te karkoli zanima o tej temi, se bom tudi pozanimala oziroma vprašala še kakšnega strokovnjaka in mi napiši vprašanje spodaj, ker se mi zdi, da to je nekaj tazga, kar bi mogli pač večkrat omenjati, več govoriti o tem. To je to. Če ti je video všeč, ga lajkaj, vedno se lahko naročiš na moj YouTube kanal Mami na vrtu, drugače pa vidimo naslednjič. Čim več bo to vzum, lahko tudi v slabem vremenu, ne bo nič narobe. To je to. Uživi. Čau!